Na GZS je potekal drugi redni delovni sestanek predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarske zbornice Slovenije o ukrepih za spodbujanje gospodarstva. Na srečanju so govorili predvsem o zakonodajnih in drugih rešitvah v gradbeništvu ter problematiki varstva okolja. Počasi prihajamo in po moji oceni smo že prišli na nivo, na takšnega, kot sem si ga sam želel. Torej, da prihajamo do konkretnih dikcij posameznih rešitev. Na deklaratorni ravni je seveda zelo enostavno predlagati takšne in drugačne ukrepe. Korak do spremembe tega predloga, deklaratornega ukrepa, kakorkoli že to imenujem, do nivoja, da je to možno zapisati v posamezen zakon, podzakonski akt, je seveda velik korak in to se dokazuje tudi danes na tej razpravi, ampak počasi prihajamo na ta nivo, to, kar sem si sam želel, da bomo počasi skratka definirali ukrepe, ki so bili izpostavljeni na vrhu gospodarstva, pa tudi sicer v konkretne zakonske dikcije. To je moj namen, ker vem, da je ta korak od neke načelne ravni do tiste konkretne ravni izredno dolg in izredno težak. Ampak z vztrajanjem vidim, da to tudi razrešili. Za naslednji teden je vsebina sestanka že definirana, torej ta frekvenca petek ob 8 zjutraj, ko smo še vsi sveži, deluje dobro. Na področju gradbeništva smo mi predlagali več stvari, predvsem vezano na javno naročanje v panogi. Gre za problem garancij, ki jih izdajo banke oziroma zahtevajo javni naročniki v javnih naročilih. Gre za problem pogodb v gradbeništvu, kjer predlagamo rešitve s pogodbami FIDIC. Gre za problem tudi razreševanja sporov, kjer namesto sodišč predlagamo arbitražo. In gre tudi za problem najnižje cene v pogodbah, kjer tudi predlagamo rešitev, kako eliminirati tiste, ki ponujajo po cenah, ki so izven vseh standardov svoje gradbene storitve. To je, kar se tiče osnovnega dela, potem pa smo tudi nekaj rekli na temo pravilnika o gradbiščih in pravilnika za pripravo projektne dokumentacije, kjer želimo, da se natančneje definira, kakšni morajo biti podpisi del, v kakšni kvaliteti morajo biti pripravljeni in da so to obvezni del dokumentacije za gradbene projekte. Ja, danes smo izpostavili uredbo o emisijah v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, pri čemer smo se dogovorili, da se na to temo sestanemo tudi z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in da se ta uredba preveri tudi z vidika, v bistvu primerja z uredbami, ki veljajo v Avstriji na tem področju. Druga uredba pa je bila uredba o okoljski dajatvi na ogljikov dioksid, v okviru katere je predpisana tudi dajatev na fluorirane toplogredne pline. Zbornica predlaga, da se ta dajatev na fluorirane toplogredne pline ukine in Ministrstvo za gospodarstvo in razvoj je v bistvu podprlo tudi ta predlog. Mislim, da je srečanje samo po sebi šlo zelo dobro. Mi smo predstavili nekaj naših izhodišč, tudi nekaj konkretnih predlogov. Mislim, da bomo s temi skupaj nekako lahko premaknili tiste, ki dejansko v nekaterih od teh zadev seveda odločajo. To so druga resorna ministrstva, ampak seveda potrebujemo pa tu spodbudo in pomoč Ministrstva za gospodarstvo, ki je pač resorno ministrstvo za naše člane in tudi za širše gospodarstvo v Sloveniji.